Slovenska ljudska glasba prenešena in uglašena z današnjim prostorom in časom. Otroci, ki na eni strani preprosto uživajo v petju in na glasbo gledajo le kot na hobi, na drugi strani pa trije odlični profesionalni glasbeniki. To smo lahko slišali in videli 7. večer festivala Okarina, ko so svojo ljubezen do glasbe v skupnem projektu združili Sounds of Slovenia trio in člani zborov glasbenega centra Do Re Mi ter skupina Čudoviti ki jo sestavljata Nal in Bor. Kako se je ta zgodba, kako se je vse skupaj sploh začelo? Začelo se je že pred 3 leti, ko smo prvič sodelovali z glasbenikom Boštjanom Gombačem. On je pripravil eno tako delavnico improvizaciji z našimi dekleti. Potem smo imeli skupaj tudi nekaj nastopov. No, za ta projekt Okarina smo se pa povezali s Sounds of Slovenia, ki jih vodi Janez Dovč. In smo veseli, da smo danes skupaj tukaj na tem dogodku. Sodelovati s takšnimi glasbeniki, kot so Boštjan Gombač, Janez Dovč in Goran Krmac, je priložnost, ki je ne dobi ravno vsak, še pripomni ravnateljica glasbenega centra Do Re Mi Nuša Piber. Kako je stati z njimi na odru, so mi iz prve roke povedali Ana Marija, Nina in Matija. Jaz osebno sem bila zelo počaščena, po eni strani, da imamo sploh priložnost z njim pet, ker so res nori glasbeniki in zmeraj samo občudujemo na vajah in je res Mesec smo vsi zelo navdušeni, da bomo z njimi na odru bili. Meni je pa ful dobro, ker dobro igrajo. Zanimivo je, ko vidiš, kako lahko na različne načine igraš na več inštrumentov, pa tako, ja, fajn. Vsi trije že več let prepevajo skupaj in pravijo, da se ob tem neizmerno zabavajo. In mi tudi tukaj ful všeč, pa imaš prijatelje, pa se zabavaš tudi po urah, tudi kadar so jezni, ni nič tazga, ampak 2, 3, 4. Ja. Enako mislim, že odkar sem bila majhna, zmer se z glasbo ukvarjala, tako da pa smo pa odraščali skupaj, so mi res kot sestre pa brati vsi in si ne bi mogla predstavljati drugače v bistvu sploh. Navdušenje nad skupnim glasbenim projektom je obojestransko. Zelo lepa izkušnja, sam tudi kot oče 2 otrok, to iz osebnega stališča lahko potrdim, koliko je to v bistvu dragoceno tudi za otroke po eni strani, biti nekako v stiku z recimo nami profesionalci. Tudi stvari, ki jih igramo, so v bistvu ljudski repertoar, nekako uglašen z današnjimi znanji, z današnjim prostorom in časom. Tako da se mi zdi z večjih plati, to tako konstruktivno. Slovensko ljudsko glasbo in pesmi, kot so Moj očka ima konjička 2, Petelinček je na Gorošev, ki jih zagotovo vsi poznamo, so predstavili v sodobnih in živih priredbah. Ja, ljudska glasba je za mene en tak odmev prostora, iz katerega prihaja, v sebi nosi od teh raznolikosti prostorskih, pokrajine, se pravi pesem, kjer so bolj špičaste gore in špičasta drevesa je drugačna kot tam, kjer so recimo ravnice, in raznolikost jezika in vse to nekako želimo opozarjati in s tem triom in nasploh znotraj celega tega kolektiva Sounds of Slovenia, da je zelo pomembno spoštovati te raznolikosti, ker čas nas sili k temu, da smo vsi enaki, da smo vsi nekako unitarni, kar pa ni tisto, kar bo pripeljalo do nekega sožitja kultur, do nekega medkulturnega dialoga. Tako da to je ta recimo konceptualni vidik. Po drugi strani je pa tudi v bistvu v tej glasbi nek arhetip tega prostora. Ljudem se nekaj zgodi, ko jo slišijo, ali je povezano z otroštvi, z nekimi tistimi zelo intenzivnimi, globokimi spomini. Pa tudi kak ljudski godci so vedno bili tisti, ki so te stvari preigravali, jih kalili, dodajali svoje znanja, svoje tiste preverjene finte, nekako je zbrušena skozi več generacij in se vedno doda tudi nekaj avtorskega zraven. Tako da pri Sounds of Slovenia sicer tudi vsi počnemo še mnogo drugih reči, ampak v tem projektu pa nekako želimo početi to, kar so ves čas skozi zgodovino ljudski godci tudi počeli. Pa kaj želite danes sporočiti publiki? Kaj jim želite dati? Kaj želite, da oni občutijo? Ful stvari. Na nek način pa je, dajmo reči, iskrivost in iskrenost tista, ki se mi zdi, da je nekako glavna stvar pri tem projektu, tudi zaradi otrok, tudi zaradi vsega tega prepletanja. Konec koncev zborček so domačini, tu bojo imeli eno tako podporo od svojih družin, od svojih prijateljev.
In se pravi, to sodelovanje je lepa stvar. Na nastop so se pripravljali 2 meseca, zadnji mesec še posebej intenzivno. Otroci so mi povedali, kako se počutijo tik preden bodo domači publiki pokazali, na čem so trdo delali. Mogoče sem živčen, če se už kaj zmotil, no. Drugač pa ni nič takega, ker smo imeli že kar nekaj nastopov. Tako. Ja, imamo toliko dobro zasedbo kle na odru, da se sam še zabavamo, res. Je ful fajn. V bistvu tudi v tako veliki skupini se sploh ne sliši, če se zmotiš. Najprej so na oder stopili člani tria Sounds of Slovenija in preprosto improvizirali. Držijo se sicer nekega okvirja in aranžmajev, v katerih avtor večine je naš sogovornik Janez Dovč, a radi se igrajo in zaplujejo tudi mimo njih. Glasbenik ima največji navdih takrat, ko publiki zastane dih. Tako da to je eno tako super harmonija, ki jo je treba vzpostaviti, pa potem gojiti, pa se dvigovati više in više. In skupaj s skupino Čudoviti ter zborom Do Re Mi so se dvignili vse do neba. Blejska promenada je uživala v vsem poznanih zvokih in z nasmehom prepevala z njimi. Bi se razklal kamen, bi se razklal na dvoje.